Na nek način pa ostajamo na vrtu, oziroma bomo na njem malce posedeli. Kot ste se v tej pomladni sezoni verjetno že navadili, zadnje minute posvečamo slovenskim oblikovalcem pohištva in dodatkov za dom. Tokrat smo se prepustili inovativni ustvarjalki, ki nas s svojimi izdelki vabi, da svoj čas zunaj preživimo na prav posebnem materialu. Tina Rugel je arhitektka, ki se v svojem studiu ukvarja predvsem z oblikovanjem zasebnih in poslovnih interjerjev. Posebno toplo ustvarjalno vez pa je stkala z materialom, za katerega nekateri pravijo, da je hladen. Pa je res tako? Tina, pozdravljeni. Živjo. Videz betona nekatere arhitekte zelo privlači. Eni v njem vidijo eleganco, drugi pa spet ne in pravijo, da je na videz hladen. Kako ste se vi zapletli v to ljubezensko razmerje z vlaknocementom? Beton mi je všeč že vse od časa faksa. Sem se pa z njim srečala tako zares, šele pri delu v biroju, kjer sem projektirala fasado iz vlaknocementnih plošč. In me je zanimala tudi sama tehnologija, kako se te plošče proizvedejo, ker v tistem času se je že v svetu dizajna odpirala ta možnost potegniti beton tudi v interjer in v produkte. Se je že nakazovala ta smer in sem hotela raziskati možnosti, ki jih imamo pri nas oziroma v neki ožji bližini. Posebno plodno je vaše sodelovanje s podjetjem Eternit iz Anhovega. Dajte ga prosim malce opisati. Moja zgodba se je začela v bistvu najprej z dizajnom, ampak iskala sem pa proizvajalca, ki bi te neke moje ideje realiziral. Eternit je proizvajal že te vlaknocementne plošče, ki so izredno tanke, in jaz sem videla možnost sodelovanja prav pri tem, ker izdelki, ki sem jih imela v mislih, so bili tanki. Jaz sem jih v bistvu poklicala. Predtem sem zelo dobro naštudirala tehnologijo, s katero oni delajo. Povabili so me tudi, ko so videli izdelke in ko so videli seveda neko možnost realizacije, tudi na ta obrat, kjer se proizvaja ta material, in takrat sem še bolj, ko bi rekla, dodelala te detajle, po katerih pač zdaj izstopa to pohištvo. To so vse te krivine in tanke linije. Plodno sodelovanje tudi v tem smislu, da v tem primeru dizajnerji date proizvajalcu idejo, kaj in kako naj dela, ne? Ja, mislim, moja cela zgodba je mogoče malce specifična, ker to ni navadno podjetje iz pohištvene industrije, ampak oni so bolj gradbeno podjetje, so znani po tem. Tako da tle je bila ena pravilna sinergija ob pravem času, pravi ljudje, pa po mojem tudi veliko mojega znanja, ne samo njihov interes, ampak ne vem, neka prava sinergija je bila, pravi ljudje so pravo idejo videli, tako nekako. O vas so pisali celo v Financial Timesu in na CNN-u. In me zanima, kako se v praksi potem to pozna pri vašem poslu? Ja, v bistvu te prispevki so nastali po razstavi v Londonu. Moram reči, da se je poznalo pri povpraševanju, ampak jaz takrat v resnici nisem še imela serijskega produkta, ampak samo prototip. Se je pa poznalo na ta način, da so sami potencialni kupci prišli v stik z podjetjem, ki zdaj proizvaja pohištvo, in spodbudili v bistvu z svojimi povpraševanji nekako ta proces, da gremo v serijsko proizvodnjo. Kaj pa milanski pohištveni sejem, na katerem ste ravno tako uspešno sodelovali? V bistvu vsi ti sejmi so na prvem mestu za nas, ki oblikujemo. Neka prva točka, stik z potencialnimi kupci, s to kritično maso, ki zelo odkrito pove, ali izdelek sprejme ali ne. In to je nekako prvi naš namen. Pol pa naslednji so pa in revije, objave, potencialni kupci, distributerji, proizvajalci. Tako da to so točke, kjer se v bistvu cela zgodba nekako začne in sproži nekako izven naših meja. Povejte mi še kaj o lestencu, vašem lestencu, za katerega navdih je bila slovenska kraljica Potica.
Ja, lestenec je pa nastal tudi pred nekaj leti. Glavna tema razstave je bila valovita kritina in jaz sem seveda takoj videla možnost nekega novega kosa, nekega novega dizajna, ki bi ga lahko umestila. Kako je pa prišlo do čipke, ki je odtisnjena konkretno na tem stolu? To se je en usedel gor, v resnici. Ne. V bistvu to je spet ta mogoče malo moja eksperimentalna žilica hotela priti do izraza, ker res ta material ogromno možnosti ponuja in ena od teh so točno odtisi v sam material. Želela sem preizkusiti, ali se res odtisne vzorec v material. To je eden od stolov iz omejene kolekcije, ki sem jo naredila skupaj v sodelovanju z idrijsko šolo, čipkarsko. Prav za ta projekt so izvezli vzorec in smo ga aplicirali na material, ko je še svež. Ampak to daje potem tudi nove ideje in možne smeri glede personalizacije takega produkta, ne? Glede unikatnosti. Ja, v bistvu v ta namen sem naredila kot omejeno serijo, da bi pa prav vsak potencialni naročnik si zaželel nekaj, je pa precej komplicirano pri taki proizvodnji. Inspiracija za to čipko je bila pa tudi malce vzeta iz starih časov. Če se spomnite, so babice imele take stare zofe pa čez čipke. In čipko sem nekako umestila prav v tale del, no, tako da malo je tudi tega heca not.